Drage gledalke, dragi gledalci, smo v družbi dveh uglednih gospodov. Najprej je tukaj gospod Jožef Stragar, pobudnik gibanja Prebudimo Slovenijo. Potem je gospod Lenart Tarihar, ravnatelj Raholove družbe. Pogovor pa bo o gibanju Prebudimo Slovenijo, zlasti še, ker je gibanje pripravilo že dve vseslovenski srečanji na Otočcu lani in letos. Za začetek, gospod Stragar, po lanskem zboru kristjanov in ljudi dobre volje na Otočcu ste letos 13. oktobra pripravili drugi krog teh srečanj. Kaj vas je k temu nagovorilo? Ja, dobro vprašanje, kajti lansko leto smo šli malo v neznano, to je bilo na novo, kar smo pričeli in nismo vedeli, ali bodo ljudje to sprijeli, ali bo komu koristilo ali ne. In ko smo videli, da smo zadeli nekako v polno, da je bilo ravno v tistem času nujno potrebno, da smo tudi kristjani in tisti, ki se nam pridružujejo svojo dobro voljo, da smo spregovorili o aktualnih, družbenih in splošnih kulturnih vprašanjih. Lansko letni zbor je bil zelo lepo sprejet med ljudmi, dolgo je odmevalo z vseh koncev in krajev in je posegal še v druge kraje in še dodatno. In zato smo dobili, bi rekel, neke vrste korajžo, da smo to misel ohranili, zlasti, ker je potreba še vedno velika. Potreba potem, da bi ljudje spoznavali, globlje spoznavali socialne, politične in družbene razmere. In zato smo letos še enkrat to ponovili. No, in naslov je malo izzivalen, prebujati Slovenijo. Prebujamo se iz spanja, prebujamo se iz neke otrplosti, ali pa prebujamo se za prihodnost. Kaj je tukaj v ospredju? Ja, mislim, da je kar oboje. Vedno tudi, če se kdaj pojavijo v slovenskem prostoru očitki, da se gleda nazaj, mislim, da tudi tisti ljudje, ki gledajo nazaj, imajo pravzaprav v mislih prihodnost, ne, da se ve, od kje izhajamo in kam gremo. Mislim, da je prav isto velja za Otočec, zagotovo se hoče orientirati, kje smo, kje stojimo, od kje smo prišli, zato, da bo naša prihodnost bolj kakovostna. Zdaj po teh dveh letih delovanja, čem je to prebujanje uspelo? Ja, to so težko merljive stvari. Vsekakor se vidi, da potreba je bila, prepričani smo, da učinkovalo je, vidimo pa, da stvari še niso čisto na svojih mestih, kar pomeni, da potreba je še naprej. Aha. No, letos je bilo že drugo srečanje. Kateri so bili osrednji vsebinski poudarki? Letos, 13. oktobra. Ja, jaz bi rekel, da tu bi gospod kolega odgovoril, ker je on veliko prispeval k tej vsebini. Prosim. Aha, no, lahko. Na kratko povem. Vsekakor je bilo najprej eno predavanje, ki je imelo nekako osrednje mesto in smo ga, bi rekel, zasukali nekako na osebno raven, predvsej na osebno raven, seveda v nekem družbenem kontekstu. Zakaj po 20 letih samostojnosti opažamo, da se ogromno ljudi trudi, ni pa nekega ustreznega, adekvatnega učinka. Zato je dr. Matija Ogrin o tem predaval, kako je s tem, da imamo trud brez uspeha, ampak kljub temu živimo smiselno življenje. To je bilo osrednjo predavanje, ki je hotel osmisliti ta trud, ki velikrat nima tazga uspeha, kot bi si ga želeli, ne? Tudi, ko gledamo 20 let te slovenske samostojnosti. Potem v drugem delu, oziroma sledila so predavanja, krajša predavanja po 10 minut, ko se je zvrstilo vrsta predavateljev in tukaj so bile pa, bi rekel, kar razgrnjene teme. To je bilo šele drugo srečanje letos in se zdi, da je nekako šele prezentiramo bistvene probleme slovenske družbe, nismo še na tem, da bi se fokusirali na eno in tisto
v potankosti razdelali. Zaenkrat imamo še kot nekakšno kazalo, kaj vse je treba v Sloveniji rešiti. Ne? In zato je bilo tematik kar veliko. O slovenstvu, o politiki, o gospodarstvu, o pravu, potem naprimer o odnosu do cerkve, o šolstvu in o odnosu do slovenskega jezika. Kar veliko je bilo teh predavanj. No, zdaj, to so vse ključne vprašanja slovenske družbe. Zakaj so vam ta področja zdela ključna in kako so zadovoljni s tem, kar so predavatelji povedali? Ja, na splošno, mi kot organizatorji smo se že sestali kar nekajkrat po tem točcu in splošno mnenje je bilo, da so bila predavanja zelo kvalitetna. Če bi bili kritični, bi recimo za lansko leto lahko rekli, da nekateri predavatelji, mogoče ena, dva, nista točno zavedala, kam prihajata in da je stvar velika. Letos te napake ni bilo, od prvega do zadnjega so bila predavanja izdelana, kvalitetna, najprej izdelan, bi rekel, analiza in potem pogled naprej. In tudi, verjetno, gospod Strgar vedno poudari, da ima ogromno odzivov tudi od ljudi, da so bili zadovoljni, ne? Ja, to če dodam k temu, ja, kar je gospod Richard povedal, ljudje so v glavnem še kar naprej, še vedno dobivam pisna, bi rekel, pisna voščila ali pa pisne zahvale, da smo to sprožili eno in drugo in tretje. In tudi v osebnih, pa tudi sami predavatelji so nekako to delali z veseljem in zato so tudi dobro naredili. In kar naprej seveda slišimo, dajte še ponoviti, ne s tem nehati. Snovi je še ogromno, ki je treba še dodelati. V družbi pa drugih glasil in drugih medijev ni, ki bi to ne vem kako temeljito in stvarno o tem razpravljali, da smo mi nekako na vrsti. Torej, jaz sem bil še na srečanju v Murski Soboti, pa v Mariboru. Tam je bilo manj predavanj, ampak tudi zelo dobra. Vprašanje je tole, a ste vi predavateljem povedali vaše želje ali ste jih pustili, da sami predstavijo svoj snov kot osebni pogled, ali pa ste tudi nekako namenili tudi na to, da pazi tudi na to, kako povezovati te osebne spoznanja, poglede v neko skupno zavest. Kako je to bilo? A ste dali kakšen tak namig? Ja, poglejte, naše gibanje je že od vsega začetka naravnalo svoje misli, svoje poglede na to. 2 leti nazaj, ko smo se prvič zbrali, ko smo razmišljali, kaj bi in kako bi naredili, smo nekako zakoličili, da je treba ljudem odpirati oziroma nalivati čistega vina v kozarce, da se bodo vedeli orientirati o važnih družbenih in splošnih vprašanjih. In to je prišlo v ozračje, to so vsi že samo po sebi razumeli. Seveda smo se pa potem še malo podrobneje pogovarjali, naprimer, ko smo govorili o pravni ureditvi v naši državi, smo malo že rekli, katere poudarki naj bojo. Poudarki, ker to se ne da vse narediti, ampak poudarki pa so to bili. Ja, malo smo se že pogovarjali, ampak kot rečeno, vsi predavatelji, bi rekel, od prvega do zadnjega, so same po sebi začutili in videli, zakaj gre. In temu so se prilagodili. No, zdaj, kako vidiva vsak s svoje strani, ko razmišljate o dogodku, potem, ko se je dogodil in ko je že naredil prvi vtis, prvo sporočilo je bilo. Iz teh odmevov, kaj ljudje najbolj nekako pohvalijo, pa kar je presenetilo, a je to
neka osebna analiza ali je to ena sposobnost predavatelja, da nakaže pot v prihodnost? Poglejte, če smem tole reči, ta osebna, bi rekel, orientacija, tega je pravzaprav v našem prostoru že kar dovolj, veste. To so razne skupine po župniščih, vse mogoče skupine, zakonske, druge in tretje. In tam ljudje veliko dobijo za to svojo, bi rekel, osebno orientacijo, ampak nam manjka splošne politične in družbene orientacije. Tu smo podhranjeni. In tukaj pa se en posameznik ali pa ena majhna skupinca tam v župnišču skoraj ne more prav orientirati, ali pa tudi ni njihov cilj. Zato je to naša glavna naloga, da to širšo družbeno zavest zbudimo, utrdimo in razložimo. S tem uspevate? Ja, prepričani smo, da Ja. ja, ne, ker kaj bistveno drugega se ne da narediti. Ne. Sicer smo se pogovarjali o konceptih, se pravi, kako koncipirati sam dogodek. Odločili smo se za razmeroma tradicionalnega. Ne. Imamo govornika, ki govori občinstvu. Ampak se nam zdi, da so teme tako močne in ljudje, ki se jih zavedajo, pridejo zato, da bi rekel, da se najejo vsebine, ne pa da bi gledali na formo. Zato se zaenkrat nismo odločili, da bi imeli razne, ne vem, kakšne moderne oziroma kakšne modne oblike, ne, učenja in tako naprej. Kakšne delavnice bo to, ne? Ja, je to seveda še vedno v zraku koncept, ampak se nam je zdelo, da je tole kar v redu, čeprav je zahtevno. Zato je tudi tak koncept, ne, najprej eno težje predavanje na začetku, potem pa se pa lahko, bi rekel, ko se zvrsti toliko predavateljev, je dovolj dinamično, da ljudje zdržijo tiste 3 ure ali pa še več, zato ker v bistvu gre skoraj kot za nek simpozij, ne? In da neki ljudje, recimo neki akademiki so vajeni teh stvari, ne, ki to, bi rekel, večkrat prakticirajo, take zahtevna srečanja. Tukaj smo imeli pa ljudi vseh vrst in smo potem zato se odločili, da je najprej na začetku, ko je koncentracija še močna, je eno zahtevnejše predavanje ali pa 2, potem pa sledijo bolj dinamične, s tem, ko se izvršajo različni predavatelji z različnimi slogi, z različnimi temami, je potem ljudem zelo hitro mine tudi drugi del. Se pravi, da ste izhajali iz stališča, da so ljudje pametni, dobronamerni, da ko neko dobro stvar slišijo, potem vključijo v svoj način delovanja. Da ni samo to neka osebno zadovoljstvo, se nekaj novega spoznal, ampak tudi, da spremeni način biti. To je absolutno, to ste točno zadeli, to, kar je namen otočca. Da mi iz tega, ker tega je veliko, na nek način nekega, bi rekel, no, to, kot ste se izrazili, ne, ljudje samo pijejo nekako zase, ne, kot tisle čop, ne, Prešernov, od sebe pa ne da nobene fige, ne. Prav to je namen, da tudi kakšna figa pade, ne, od koga, kdaj pa kdaj. Torej, že padajo fige, ne, že padajo. Ja. Zdaj, oba dogodka, lanski pa letošnji, sta bila v zelo kočljivem trenutku. Lani je bilo pred volitvami, letos je bilo pred volitvami. To je en obdobje, ko je ljudstvo prebojeno na drugačen način, ne? Ste tudi tukaj upoštevali? Ja, lani se je gotovo poznalo, da so bile parlamentarne volitve tik pred vrati in da je bilo vrsta nekih različnih gibanj, za katera se ni vedelo, kakšne imajo ambicije, ali imajo ambicijo oziroma željo ali pa pretenzije tudi, da premešavajo strankarske karte. In zato smo bili zelo pod drobnogledom oziroma zelo v medijskem žarišču tudi mi svojo pobudo, oziroma gospod Strgar svojo pobudo. In je bilo zato tudi verjetno malenkost več ljudi lani, ker je bilo ozračje veliko bolj politično naelektreno. No, letos se mi zdi, da tele volitve so pa, predsedniške so pa majčkeno manj vplivale na to, pač ker je bila tudi kampanja razmeroma predvidljiva, pa so bili kandidati, so bili znani, ni jih bilo prav veliko in tudi bi rekel, ideje, ki so jih zastopali, so več ali manj na jasnih pozicijah za večino ljudi.
tole. Ali pa je to tudi razlog v tem, da je ta kampanja bila predsedniška zastavljena samo zato, da se prebije v drugi krog. Se pravi, to je vsebinsko zelo ozko, medtem ko so te teme so pa daljnoročne, ne. Ja. Tako da tudi mislim, da je to tudi ljudje niso čutili te povezave, ne, med to ozko zastavljeno borbo za predsedniško mesto, ne, in mislim, da je to tudi en razlog, ne. To je genialno postavljen problem slovenskih dele, ne, kar ste povedali. Točno to je. Kdaj bomo imeli predsednika, ki bo dihal s temi temami, ki smo jih imeli na Otočcu? Kdaj bodo to novinarji spraševali take tehtne stvari? To je veliko vprašanje. In takrat seveda ne bo dobil predsednik demokratične strani samo 25%, ne? Ampak takrat bomo imeli predsednika, na katerega bomo res lahko ponosni. Ja, to okrog tega, to je vse zelo, bi rekel, kompleksno, kar ste, veste, ta problem. Volitve, seveda mi nismo imeli pred očmi konkretnih volitev, čeprav je nas obiskal na Otočcu tudi, bi rekel, naš kandidat, doktor Zver. Smo bili veseli, da je prišel, ampak naša smer je naravnana bolj na dolgo, da bi enkrat v Sloveniji prišli do razmer ali pa do stanja, ko bi imeli prvič zares odličnega predstavnika svojega in da bi se do njega potegovali in da bi ga tudi izvolili. Poglejte, letos, ste to omenili, da ni noben izmed njimi ni bil naravnan na to, da bi že v prvem krogu nekaj dobil, ampak vse šele v drugem. Tako. In to je bilo vse nekako, ni bilo tako ostro, ne. Ampak meni se tu odpira celo vrsto vprašanj z tega. Poglejte, imeli smo 3 kandidate. 2, ki izhajata iz prejšnjega stanja, iz prejšnjega režima, iz prejšnje diktature, iz prejšnje nedemokratične ureditve. Eden med njimi je s to svojo naravnanostjo nastopal ostro, tako ostro, da sem jaz osebno, ampak to je zdaj čisto tako osebno mnenje, se rekel, ja, ljuba duša, če neki človek, ki kandidira za predsednika države, pa govori o svojih državljanih, da so prvo in drugi razredni, če samo to omenim, se skoraj sprašujem, ja, je mogoče, da tak človek sploh kandidira? Po mojem mnenju sploh ne bi smel kandidirati. To je nekaj podobnega, poglejte, jaz sem že dovolj časa na svetu, med vojno sem bil v taborišču kot otrok, tam smo imeli Führerja, nemškega, Führer, in nam so dali tudi Nemci, ko smo nas gor pripeljali čutiti, da smo mi nekaj najnega, on je svoje ljudstvo imel za nad ljudi, ne. A je zdaj, prosim vas, a je tu bila kakšna razlika med onim Hitlerjem ali pa med tem, ki je to pri nas to delil ljudi na dvoje? Zato vsakdo, to je nekaj takega, kar je nemogoče zaslišati. Ampak, prosim, nam gre za to, da bi dobili enkrat normalne ljudi, normalne politike in družbeno razgledane ljudi, ki bi prišli na oder in bi jih lahko poslušali in jih lahko volili ali pa bili proti. Tako pa smo imeli zelo malo izbire. Poglejte, no, drugi kandidat iz leve strani je pa, nima te manire, da bi to delil. Hoče vse mogoče stvari urediti in doktor Zver ga je enkrat vprašal, sem sam nekako slišal, upam, da sem se prav zapomnil. Poslušajte, kolega Pahor, vi toliko govorite, toliko lepega napoveste, dajte enkrat nekaj narediti. To se pravi, tudi če ima dobro voljo,
recimo, da jo ima, pokazal pa tega še ni, ne? Zmeraj je nekaj spodletelo. No in tako dalje, skratka, to so bile volitve, ki so bile nekako, ne vem, kako bi človek rekel, trpke. Ni človek šel z veseljem, ker so bili stvari takole dokaj nejasne. Upam, da bomo prišli do tega, da se bo naš slovenski človek drugače, da se bo v našem slovenskem prostoru rodil človek, za katerega bomo res lahko šli na volitve in ga volili. Torej, zaenkrat še ni tako. Zakaj se vam zdi tako pomembno, da imajo ljudje stvarno presojo o teh temeljnih vprašanjih? Ker cilj gibanja je to, ne? Pomagati ljudem do stvarne presoje o ključnih vprašanjih družbe, v kateri živijo. Da znajo prav presojati, kaj je pravična družba, potem katera družba zagotavlja človekovo dostojanstvo, kaj je solidarna družba, potem kaj je družba, ki želi osvojiti prihodnost s tem, da ustvari novo kakovost. Vidite se, v tem je osrednja naš problem. In to je tudi osrednji namen naše dejavnosti. Da bi se iz tega izkopali ven, da bi enkrat razčistili zadeve, da bi vedeli, kaj je kaj, da bi govorili o stvareh v okviru objektivnih dejstev, ne v zraku, kako smo poslušali. In zdaj pa volite, zdaj 40 let in več smo poslušali samo neko usmerjenost. Usmerjenost, ki ni naša slovenska, ki je prišla od drugod, iz Stalinovih šol je prišla. In še danes se nas to drži. In poslušajte, zdaj, ljudje smo se nekako navadili na to. Nismo v stanju se iz tega izkopati. Zdaj je že veliko tudi raznega druge literature. Potem so tudi mediji, vse imamo recimo družina, recimo, koliko ljudi bere družine, tam se včasih kaj dobrega prebere. Mi imamo elektronski časnik .si, pa še celo vrsto teh raznih revij, ampak niso še dovolj prodorne, da bi našemu človeku povedali tisto, kar je trenutno in za naprej važno. Mi torej živimo v enem takem lažnem svetu, ki so ga nam prenesli iz tujine in se tega ne moramo znebiti. Nujno bi bilo, naša dejavnost je usmerjena v to, da bi enkrat prišli na realna tla. Da bi enkrat na realna tla, da bi se zavedali, da smo Slovenci s svojo zgodovino, s svojim statusom, ki smo ga imeli in ga danes več nimamo, kako ga nazaj dobimo. Se pravi, da je tukaj velik napor pred nami, da izdelamo naše mesto v Evropi, recimo. Tako, poglejte, zdajle te dni sem prebiral in se nisem zapomnil nekega gospodarstvenika. Pa tudi na našem otočcu smo tu imeli enega iz gospodarstva, gospoda Jakopina, ki je pripovedoval, utemeljeval po gospodarski liniji, da smo v svetu čisto skoraj neznani. Kakor da nas ni. In tako stanje je nemogoče. Mi moramo priti na plan in moramo reči, Slovenci smo taki smo in taki smo, čeprav smo majhni, lahko smo pa kakovostni. In te kakovosti v okviru te stare stalinistične doktrine ne moremo doseči. Ni šans. To je moramo enkrat reči ali pa se zavedati, da se moramo postaviti na realna tla, na svojo zgodovino, na svojo, kar so nam naši predniki zapustili in na tisto, kar smo nekdaj bili. V tem intervjuju, ko sem ga omenjal, sem tudi bral, da nismo majhni zaradi tega, ker nas je malo, pa zaradi tega, ker nič ne pomenimo. Ker nismo niti tisto, kar smo bili. Dal je tam primer, poglejte. Ta primer je dal. Avstrija, avstrijske dežele, že s Koroško in druge, niso bile pred drugo vojno prav nič ali pa komaj kaj boljše od nas, Slovencev, v gospodarskem in kulturnem smislu.
v šolskem, v vsakem oziru, v izobrazbi. Danes smo pa tako strašansko narazen, da je to nemogoče. Tako ne moremo več naprej. Mi se moramo spet nekako približati. Mislim, da sem se zdaj kar preveč razgovoril. No, bom nadaljevala z gospodom Riharjem, ne? Ali prosim, ja. Torej, vprašanje je bilo tole. Zakaj po vašem mnenju Slovenci težko sprejemamo dejstvo, da je jugoslovanska in komunistična pot prihodnost slovenska dejansko zgodovinsko poražena in da je čista neumnost tukaj vztrajati? In zakaj tukaj ni poguma, da bi se začeli obnašati evropsko in pa da bi iskali smeri, kako to delajo veliki narodi? Kaj je to? A je to proevropski miselni koncept v Sloveniji, ali je to strah, ali je to neka zgodovinska pogojenost, ker smo bili skozi pod tujimi narodi, nismo razmišljali samostojno, vse pomalo verjetno, ne? Ampak zdaj, kje začeti, po vašem? Kje začeti, ja. Jaz tudi mislim, da je kombinacija vsega, malček dodatno še to nostalgija, pa ne samo, bi rekel, direktno po Jugoslaviji, ampak po nekih časih, ko si bil še mlajši, ko si je drugače živel. Jaz mislim, da je to zelo povezan tudi z povsem takega človeškega vidika, ne samo... Ampak to za našo volilno pomeni, da nima prihodnosti. To se bojim, ja, da je to pomeni lahko prav to. Potem je pa še problem, da mi smo znotraj, dokler smo sami zaprti vase, lahko širokoustimo, kako smo dobri za kaj, pa kaj nas bo Bruselj učil, pa ne vem kaj. Ko pa je recimo prilika, da greš ven, da se pokažeš zunaj, se pa jih zelo malo skorajži. Se pravi, v resnici smo še zelo zaprta družba, tudi v smislu državne entitete. Ne? Ni pretoka idej. Mi govorimo take bedarije, ki se jih nikoli ne bi upali govoriti, če bi videli, kako grejo miselni tokovi v tujini. Ne, vi to veste, ker ste dolgo leta živeli v demokratični državi. In enostavno se mi zdi, da nimamo tega pogleda čez plot. Nekako smo še vedno v Platonovi votlini, samo sence vidimo in to se nam zdi, da je to realnost, na kateri slonimo. Ne. Zato to vprašanje tudi vaše prejšnje, zakaj je to tako pomembno, to bi rekel, raziskati, na čem smo. Jaz mislim, da prav zaradi tega, ne, ker če človek nima resničnega pogleda, če ni utemeljen v tem, v čemer dejansko živi, če ne vidi, v čem živi, se seveda ne more orientirano in, bi rekel, kakovostno odločati za naprej. In tukaj je seveda od vseh teh področij, ki smo jih tle naštevali, oziroma jaz mislim, da ga ni področja, ki bi ga mi lahko rekli, ki bi ga mi lahko dali naštel, da bi rekel, ok, tole smo pa na čistem. Vse nasplošno že tako, to je že človeško, ampak se mi zdi, da naša družba slovenska, pa spriča vseh teh stvari, ki ste jih naštel, in tudi zaradi nepoškodovanosti, zaradi toliko let trajajočega življenja v čisti laži, no, ne v čisti, v pol in veliki laži, kar je še hujše, ne, po svoje, ker vemo, ne, da laž pravzaprav sama na sebi niti ne more eksistirati, ker je potem nihče nikomor ne more verjeti, ne, in vedno more predpostavljati laž je vedno parazit na resnici, ne, drugače itak stvari se sesujejo, ne. Skratka, vse to, jaz mislim, da je ta kombinacija je usodna za to, da nam moramo počistiti s temi rečmi, ki nas vlečejo nazaj. Ker kolikor obračaš, to je katastrofa, ne, da če imaš v grobem kljub vsemu v Sloveniji dve opciji, ena, ki gleda, ki temelji nekje v nekih čudnih časih, ki smo jih morali preživeti, in druga, ki je želela s pomladjo na novo začeti. In če pogledamo recimo predsedniške volitve, je tukaj matematika. Ne. Slabih 25% se je odločil za pomladno stran, vse ostalo pa za neko stvar, iz katere, ki nas vleče nazaj, ki ohranja to razliko ali pa še celo zdaj povečuje z zahodnim svetom, recimo tudi v ekonomskem smislu. Da ljudje ne vidijo, da tukaj ne gre za neke
za neke šmarnice, ne gre za neko pobožno govorjenje ali pa neko nostalgijo po časih izpred vojne, sploh ne. Gre za to, da bomo bolj kvalitetno živeli, vključno z ekonomskim stanjem. Vključno. Te vrednote, ki jih zagovarja demokratična stran, ali pa ki jih je prineslo tudi krščanstvo, to ne pomeni samo to, da se recimo ljudje si predstavljajo samo 10 zapovedi, česa pol ne smeš. In verjetno se tudi tega bojijo, ne? Ampak pomeni, da stvar utemeljiš toliko trdno, da na njej lahko zgradiš zadost veliko, zadost močno stavbo, ki ti bo hranila vsega, ne? Prek šolstva dobre vrednote, prek trdnega gospodarstva normalno bivanje, kakovost, blagostanje in tako naprej. Te povezave pri ljudeh, to mislim, da je en večjih problemov, da ne vidijo celostno stvari. Da neka vrednota ni to, da te nekdo nekje hoče nazaj vleči, ampak gre za to, da boš ti lahko trdno, varno stopal naprej, boljš, v vseh pogledih. Ampak zdaj, če gremo razmišljati v tem smislu, zakaj potem te propagandne, povemo, pobude, intrige, se pravi smicalice, ne, prevare, ne, tako uspevajo v ljudeh, da ljudje temu verjamejo? Ja, ena stvar je medijski monopol. Prej je gospod Strgar naštel nekaj medijev, ampak to nima primerjave, to nima nobene teže v primerjavi z Dnevnikom in v primerjavi z neko televizijo. A ne? To je praktično brez specifične teže, oziroma samo specifično težo. Ne? Tako da to je en problem. Drug problem je to, da ljudje seveda nimamo radi sprememb. Ne? Raje živimo v nekem ustaljenem svetu, bojimo se novega. Sploh recimo zdajle, ko bi morali to novo biti povezan z nekim zategovanjem pasu. Recimo v začetku 90 smo imeli priložnost, da bi te stvari počistili in bi bili dale brez krize. Tako kot je recimo gospod dr. Cukjati govoril, kako Poljska, ki je bolj počistila s to staro navlako, kako danes nima ekonomskih težav, takih, kot jih imamo mi. Spet gre za to, da bi ljudje videli vzročno povezavo. Zorko Simčič, akademik Zorko Simčič vedno govori o izgovorjen izraz brezposledičnost. Brezposledičnost. Nimamo občutka, da vsako dejanje nosi za sabo neko posledico. Če je slabo, slabo, če dobro, dobro. Slej ko prej, da se to pokaže. Tako da jaz mislim, da je to, zato je, po eni strani v ljudeh to, na drugi strani imamo pa zelo močan sistem, ki nas v tem še drži. To je treba tudi priznati ljudem v opravičilo nekako. Delno opravičilo. Seveda vsak bi bil dolžan pogledati za tem, kaj se skriva za to realnostjo, ki nas vsak dan obdaja. Ampak vendarle, po drugi strani ne more vsak. Ne? Mnogi so vpeti v službo, v družino, nimajo mogoče toliko intelektualnih sposobnosti, niso bili vzgojeni, danes smo v srednjo generacijo, ki ni noben vzgoju. Ne? Kako bodo oni pogledali čez rob? In potem pač govorijo tisto, kar poslušajo v slovenskih novicah na radiju Veseljak, kaj se vem kje. Ne? In to je ta mizerija. Ne? In to moramo upoštevati, da tukaj v ozadju je sistem, ki načrtno ohranja stvari še iz starega časa, zato ker to pomeni, da imajo nekako polaščeno državo, da imajo vrsto sistemov in podsistemov, iz katerih se njihova ideologija napaja, od tega živijo. Ne? Mnogi ljudje živijo od države, ne? In od državnega premoženja direktno, v para smislu, se pravi, ne tako, kot je normalno. Ne? Normalno so povezave, vsi živimo od nečesa, ampak tukaj gre za, se mi zdi, načrtno tudi še za ohranjanje nekih starih privilegijev in starih, bi rekel, prvih mest. Je to mogoče še živ, torej verjetno je, ne, ta zamisel države, da je država ustanova, ki je v lasti skupine ljudi, ki vlada nad večino in jo izkorišča, se pravi, da je to instrument prisile. Ne. Ja, jaz mislim, medtem ko demokratična država je pa instrument služenja, da je na uslugu ljudem, da prvič dobro vzgoji mlado generacijo, da skrbi za dobro zdravstveno stanje, da skrbi za zdrav ekonomski dinamizem, da skrbi za pravičen pretok denarja, ne,
da skrbi za to, da se blagostanje postopno krepi, veža, in da ni tukaj zdaj pričakovati nekih skokovitih prehodov v višje blagostanje. Toliko bolj, ker smo v Evropi, v Evropski skupnosti, kjer je ta notranja razporeditev imetja tam uspešno urejena, pri nas so pa te divje privatizacije, ki so vir novih nemirov. Prepričan sem, da ste spet zadeli. Ne. Ta koncept države je gotovo problematičen in se vleče še ta star, ko je nekako država uzurpirana in danes to teče seveda v nekih drugih kanalih, ki jih mi ne vidimo, kdaj pa kdaj se pokažejo. No, tukaj treba reči zdajšnjemu kandidatu Pahorju, da je odkril to, da je pred kamerami povedal, da obstajajo strici iz ozadja. Ker včasih, če bi jaz to povedal na televiziji Exodus, bi marsikaj gledalec rekel spet neke teorije zarote in tako naprej. Tam je pa se videli, kako so mu vlado pravzaprav razdrli, Pahorju, in je potem možakar bil tudi tako koražen, da je povedal, da tukaj so neke sile, ki delujejo v ozadju. No, ampak pri konceptu države imamo še drug problem, da tudi ljudje nismo, mogoče Slovenci morda posebej, ker nimamo dolge tradicije državnosti, da potem nimamo nekega normalnega koncepta države. Vsak nekogar pokaže pred kamero, da je to pa država. Kaj pa država? Nimamo občutka, da je to naša stvar, da je to res publika, da je to stvar ljudi. Da smo vsi in da mora vsak nekaj doprinesti. Ja, tako. In zdaj, kako pomagati, da so slovenski zavesti te stvari bolj nekje utrdijo, da grejo v način razmišljanja. Ena stvar je spoznanje, druga stvar je pa potem razmišljanje in delovanje. Ampak najprej je treba imeti spoznanje, najprej je to razumeti. To je vse, kar smo se slišali od gospoda in od vas. To je vse tako, zdaj naša naloga je, da se iz tega izkopljemo nekako. Vsaj za določeno maso ljudi. Vsaj nekaj ljudi je že, ki zelo dobro razmišljajo, ampak hudo malo. V glavnem so podrejeni tej situaciji, v kateri živimo in v kateri smo se šolali. In zdaj naša civilna iniciativa ima to nalogo, da po stranski poti, po uradni glavni poti ne moremo, nimamo svojega časopisa, nimamo torej televizije, ampak to je se na začetku Exodus in ne vem, kako daleč seže. Tudi sam je komaj kdaj gledam, ampak dobro, bomo če dalje več. Moramo iti po taki poti, je lepo eno za drugim in če se nam bo posrečilo, da bi te naše razmišljanje, te naše želje, da stvari razčistimo, postavljamo na svoje mesta, če se nam bo posrečilo, da bi to malo razširili po vsej državi. Lepo je, da ste že tam v Mariboru in v Murski Soboti že imeli odmev na ta otočec, da ste imeli dva kvalitetna večera z zelo dobrimi predavatelji, to je lepo. Zdaj pa še vse polno drugih krajev, na katere nekako računamo, da se bodo tudi sami, veste, mi iz središča, mi ne moremo povsod vse. Važno je, da bi bilo, lepo bi bilo, da bi bili na terenu ljudje, ki bi samo iniciativno rekli, ja, gospodje, gospe, tam ste tako lepo govorili, pridite še k nam. Da bi se to zgodilo, upamo, da bodo česa takega prišlo. Seveda bomo pa skušali to malo doprinesti k temu, zato imamo v načrtu, da bi zdaj v zimskem času sklicali interni posvet, ne javno predavanje, interno posvet
interni posvet z ljudmi, ki se za javne zadeve zanimajo, ki jih razumejo, ki so usmerjeni v prihodnost, ki vedo kaj in kako, da bi se dobili in lepo takole za mizo, kakor smo mi danes, da bi razmišljali, katere ukrepe, kje in kdaj in kdo bi lahko napravili, da bi stvari premaknili. Kot rečeno, to nam mora hitro, je lahko počasi, ampak z dobro voljo, kakršno mi zaenkrat imamo, pa če bi se ta dobra volja rodila in rojevala in zdrževala še v drugih krajih, bi to mogoče dosegli in upam, da se bo to zgodilo. Kot rečeno, sredi zime bomo en tak posvet naredili, na katerega bomo povabili tiste ljudi, za katere že sedaj vemo, da so zreli in modri. In bi rekel, po drugi strani pa tudi pričakujemo iniciative od naših prijateljev, da bi še koga predlagali in koga opozorili na ta dogodek, da bi potem proti jeseni in drugo leto lahko ponovili Otočec 3. Razmere bodo gotovo še vedno tako aktualne, kajti te stvari, ki so tako globoko se usidrale v nas, te negativne, o katerih je gospod Rihar govoril, to so tako globoko zasidrale, da katerem ljudem ne more sploh nič dopovedati. Nič ne vidi, da smo v slepi ulici, enostavno mu ne moreš dopovedati. Zakaj ne? Zato, ker je šel skozi take šole, da zanes ni v stanju razumeti in pogledati čez plot. No in torej naša pot je počasna, upam, da bomo dosegli in sem tudi vesel, da boste to na televiziji tam pokazali in če lahko ta kakovostna predavanja iz Otočca, pa tudi one, ki so bili recimo v Mariboru in v Murski Soboti in še kje bodo, da če večkrat poveste, pokažete, da kajti ljudje so včasih zelo osamljeni in mislijo, da ni pravega ozadja, da ni nikogar, ki bi se za njih zbril. Jaz recimo v Murski Soboti so mi obkrožili razni ljudje, med drugim dve gospe, ki sta učiteljice ali profesorice na srednji šoli, ki sta rekli, ja, vaša iniciativa je tako dragocena, da se ne morete predstavljati in dejte nadaljevati, dejte za šolo nekaj narediti, ker tam smo imeli tudi eno predavanje o šolstvu. So gotovo poslušali, dejte za šolo narediti. Naša šola, to so njene misli, vzgaja otroke, da se med seboj tekmujejo in nazadnje med seboj tudi tepijo, namesto da bi jih vzgojili za pošteno, za realno razmišljanje o zadevi. Pravi in tako, da nas spodbujajo, da moramo to, da zdaj kako bomo to naredili in to ni čisto naša, bi rekel, primarna zadeva, to so še drugi organi, ki morajo o tem. Ampak so pa tudi dva gospoda prišla, ki sta rekla, joj, kako je to dobro, da se vidimo, ali se lahko še kdaj vidimo, pa kje slišimo. In sem jih tudi povabil, tako kot zdaj govorim. Ali ne bi vi sami iniciativo dali v vašem kraju, z enega večjega kraja sta bila. In upam, da se bo to zgodilo. Tako da spati ali pa čakati, da bo se nekaj samo od sebe spremenilo, ne moramo, po svojih močeh, kolikor jih zmoremo in znamo, in seveda mi moramo vse to prostovoljno delati. Mi nismo državno ustanovano, ki bi živeli na državni račun, kot jih ima Levica, toliko teh raznih podsistemov, ki živijo na račun davkoplačevalskega denarja in lahko počnejo po mili volji, kar hočejo. Mi se moramo boriti, da lahko natisnemo takle plakat. In tako dalje. Ampak vendar smo optimisti. No, ta beseda je bila ključna za moje vprašanje. Kako ta optimizem, ki je v vsakem od vaju, oziroma v nas, kako to prenesti na ljudi? Kdaj optimizem postane nalezljiv v smislu, da je vir delovanja? Ja, to je veliko vprašanje, kako, ja. Ena stvar je, da se ve za sebe motiviš, da nekako se bo znašel. Druga stvar je pa, da
tako delujem, da to drugi sprejmejo kot neko dobro, novo kakovost in začnejo sami tudi tako delovati. In v tem, takrat se potem stvari začnejo spreminjati torej, v širokih slojih, na globljih plasti vsega življenja. No, kako bi vi opisali vaš optimizem, odkot izvira? A bi še enkrat ponovili vprašanje? Kako bi vi opisali vaš optimizem, odkot izvira? Zakaj ste tako optimisti? Odkot izvira? Kljub temu, da imate Če smem čisto na kratko odgovor. Prosim. Iz slovenske in krščanske, iz slovenskega in krščanskega izhodišča. No, to je zelo skleno povedano, ne? Ja. Isto vprašanje vam. Ja, zame verjetno velja prav isto, ampak lahko dam še eno tako konkretno podrobnost. Bomo to prekinili. Jaz bi prav gotovo lahko ponovil ti dve izhodišči, ki jih je gospod Strgar omenil, ampak jaz bom eno tako podrobnost omenil, ki pa tudi mene na nek poseben način navdihuje. Namreč nisem edini, ki sem malo mlajše generacije pri pobudi civilne iniciative in moram priznati, da nas navdihuje tudi recimo sam gospod Strgar velikrat. On je bil uspešen podjetnik, on je ogromno stvari naredil, veliko pobud imel, ampak on še vedno, kljub temu, da je še vedno celo v družinskem podjetju aktiven, on se še vedno, bi rekel, z našo besedo, ki razumemo, se mu še vedno ljubi, še vedno se mu da. Kljub vsemu temu. Ne. In da pa mi ne bi, ki gre na vse zadnje za našo prihodnost, pa mogoče še lahko nekaj preobrnemo v teh cajtih. In da bili mi apatični, brez optimizma, bi rekel, združeni v nek pesimizem, to bi bila pa res katastrofa. Tega itak je preveč. To je samo taka drobna nijansa. Drugače pa seveda, krščanstvo se mi zdi res taka superiorna reč, brez katere bi bilo verjetno težko videti neke pametne perspektive v današnjem svetu in verjetno jih tudi zaradi tega svet izgublja, recimo Evropa, tudi ker se krščanstvu odpoveduje, ker ga ne mara. Ne vem, verjetno ste sledili, kako so matrali v Bruslju tega gospoda, ki naj bi zdravstvo prevzel na ravni Evropskega sveta. Je krščanstvo v fronti z mnogimi, tudi v Evropi, ne samo v Sloveniji. Te silnice so širše. A to mislim na botiljone? Ne, zdaj je bilo čisto na frišno, včeraj. Včeraj? Ja. Botiljone je bil podoben primer, ja, pred leti. No, prosim. Skratka, druga taka stvar je pa slovenstvo. Danes smo na tem, da moramo slovenstvo pravzaprav šele znova spodbujati. Ampak kdor pogleda mečkaj nazaj, kaj vse lahko črpamo iz slovenske zakladnice oziroma iz zakladnice slovenstva, od pisane besede naprej, potem seveda zlahka tudi tam noter, iz tistih težkih časov, ki je rodilo toliko lepih stvari, zlahka najdeš optimizem tudi tam. Ali pa, naprimer, mene slovenska narodna pesem, naprimer, to se mi zdi nekaj izrednega. In tudi kadarkoli smo v kakšni taki dobri družbi, da lahko zapoješ pred tujcem, tako kot se včasih pilo, danes nažalost noben ne zna več držati terce, to je hudo, ampak kljub vsemu, če kdaj dobiš kakšnega pevca, je to, kako to učinkuje. To učinkuje odlično. In to je Slovenija. Se pravi, da je v naši kulturi veliko stvari, ki so osebo posameznika avtomatično odpirale v skupnost. Jaz sem prepričan. Ker to je nagovorna moč pesmi, Ja. Da se čutim povezan z ostalimi, ne samo ki poje, tudi z vsebino in tudi z nekim gledanjem prihodnost. Ker pesem je zmeraj kompleksen izraz človeške osebnosti. No, mogoče bi še kakšno besedo rekli o tem.
A se vam zdi, da je v sedanjem slovenskem oznanjevanju evangelija premalo prisotna ta temeljna teološka kategorija oziroma razsežnost, da je krščanstvo edino verstvo, ki je zgrajeno na odnosu s stvarnikom. Ni zgrajeno na odnosu osebe same s seboj, niti osebe z drugim, ampak na odnosu s stvarnikom in preko tega odnosa potem imam jaz odnos do bližnjega in pa do sebe. Ne? In da je to, ta odnos je zmeraj v smislu, da se jaz spravim z Božjo presežnostjo, da jo sprejmem kot novo kakovost za mene. Ne? In da je to tisto gibalo optimizma. Ne? Bolj, ko sem podoben stvarniku, bolj sem sam sebi uresničen in bolj si upam iti z svojim bistvom k bližnjemu, ki ga lahko nagovorim. Ne? Zdaj, vprašanje je to, ali mogoče mi pri našem razumevanju, pa podajanju krščanstva, pa oznanjevanju na to temeljno razsežnost nekako premalo damo poudarka. Ne? Ja, najbrž premalo, ja. Je pa tudi, bi rekel, pogledajte, dve stvari so glede tega poudarjanja. Eno, že sam na sebi težko rečem, se ne upam reči, jaz sem pa kristjan. Skušam biti kristjan. Ja. To je ena stvar. Drugič pa ljudje, zelo veliko ljudi je danes sovražno nastrojene. Ne samo, da odklanjaš, to je normalno, da vsak, en tako, drug malo drugače, to so normalne zadeve, ne. Ampak sovražno razpoložen, kakor je danes v našem, to je umetno ustvarjeno. To je pa problem. To je naš strašen problem in tukaj se je težko. Namreč, včasih vidim v časopisih, sem delal, zato sem ga odpovedal, tudi v delu sem zasledil to sovražnost. To a priorno sovražnost. To ne more, to je nenormalna država, nenormalna drža in človek, jaz ne razumem, da se ta leva stran, kakor je danes rečemo, ki izhaja, ki je napolnjena s šolami iz Stalinovih časov, da se tega ne zaveda, da to ne more biti, to ne more obstajati, da nekoga sovražiš in se javno še s tem hvališ. Vidite, to so problemi tukaj veliki. Seveda. Ker sovraštvo, to, ko se zdaj pomeni, to je strukturno sovraštvo. Ja. To ni osebno sovraštvo. Ne? Ja, to je že v strukturi. Sistemsko sovraštvo, Ja. To je novost našega časa. Ne? To je čista novost, tukaj so se že zmeri niso se razumeli, ampak pobijali se pa niso. Ja. Oziroma v starih časih, ampak ti stare čase, pustimo primer, mi živimo danes in gledamo današnji čas. Ampak to je odklon od krščanstva. Ne? Ja. Ne, ker mi zdaj uvajamo prav stare poganske drže, ki so bile sovražne do vsega, kar ni bilo njihovo. Ne? Tukaj pri nas pa pogledajte, kar naprej slišim ponovno ali pa berem, da je začel pri nas Mahnič na koncu 19. stoletja deliti narod. Ja, prosim vas, koga je pa poslal v taborišče? A je koga ubil? Kje se je to začelo? Dajmo biti realni, dajmo biti pošteni. Ja. No, vidite, in od tod, ker nismo pošteni, to vse izvira, vse to, ta lažna doktrina in to lažno sovraštvo in tako dalje. Od tod se vsega tega dotakne, ne? Ja, mi ne dotikamo se tega tako naravno in frontalno, zlasti na napadalno, skušamo samo to stvar odpreti, kot odprto vprašanje in malo nakazati, kaj bi bilo normalno.
da potem posameznik in pa družba potem lahko išče drugačno smer, pravo smer, ne, v ustvarjalno smer. Ne. Ker sovraštvo zmeraj vodi v rušenje. Ne. Ja. Ne. To nikoli ni. Zdi se, da je ustvarjalno, pa ne. Ko jaz nekoga sovražim, rušim v njem tisto, kar je dobrega, ne, tisto, kar je drugačnega od mene. Ne. In si vzamem pravico, da jaz presodim, da je to slabo. Ne. Se pravi, si vzamem pravico moralne sodbe, ne, in ki je napačna. Ne. In to je potem tudi že v tej seti dinamiki sovraštva noter. Ne. In v tem smislu je to navadna stvarnost v slovenskem prostoru, ker lahko zablokira razmišljanje o uspešni prihodnosti. No. To je vprašanje. Ne? Dobro, zdaj za konec bi še prosil, da vsak od vaju malo oceni otočec, nekaj smo že povedali, ampak v tem smislu, kakšen novi navdih so vam vse te izkušnje, vse te refleksije dale? V čem je otočec nekaj, kar navdihuje? Ja, jaz sem navdušen že nad tem pogovorom, zdaj, ki ga imamo danes, in upam, da si bomo lahko podali roke še s kom. Prej ste omenili pastoralo cerkve in mislim, da je tudi tukaj, seveda je težko naprtiti vse cerkvi, vse naloge, ki so za reševati, ampak vendarle vidimo, da v zgodovini, ko je bilo hudo, je prevzela marsikajšno nalogo in jo uspešno pripeljala do srečnega, mislim, do boljših časov. Ne? In vi ste prej omenili, če oznanjuje cerkev odnos z Bogom in tako naprej. Ja, vertikalno mislim, da oznanjuje, z Bogom ja, ampak mislim, da bi morala uvideti tudi potrebo potem, da iz tega odnosa izhaja tudi na vertikalo, ne, do drugih, do odgovornosti za skupnost. Danes nek otočec tega ne more narediti enkrat na leto, to ni dovolj. In jaz upam, da bo slovenska cerkev videla, da morajo tukaj pomagati ljudi, vzgajati za to, da so odgovorni za skupnost. In jih obenem opremljati z marsikatero stvarjo, na katero opozarjamo na otočcu, pa ne bomo mogli sami, bi rekel, do tiste mere, kot je potrebna, ne bomo mogli sami uspeti. Tukaj bomo rabili pomoč. Ne gre za vmešavanje stvari, česar se vsakič ljudje boji, ampak gre za vzgojo človeka, to, kar je cerkev, pravzaprav je njeno poslanstvo. No. In jaz upam pri tem otočcu predvsem to, da bi odmeval tudi v drugih organizacijah, v drugih pobudah, ki imajo dobre namene, pa da bi čutili tukaj, da bi se potrudili svoje strani najti povezavo, ker mislim, da bi šele v tem smislu, kot je tudi prej gospod Strgar rekel, da tukaj pride do neke kritične mase ljudi, neke, tam bi rekli, energije, ne? Od tam naprej je potem šele možno, da se pa stvari generalno, v večinskem smislu, da se stvari začnejo obračati na boljše. Ja, z vsem se strinjam, kar je gospod Richar povedal, je te dni, ko v Ljubljani potekajo Nikodemovi večerji in večerji je to nov zagon cerkve, razložil sam nadškof dr. Stres. Vse razčlenil, kako in kaj. To smo z veseljem poslušali. Sem pa malo pogrešal na tem celotnem programu in shemi, ki je bila tam nekako kot shema delovanja pokazana, ravno to horizontalo, veste. Eno in drugo mora biti. Ora et labora. Potem pa to, cerkev je zakrament odrešenja, ne, spaj mora odreševati tukajšnje stanje. Smo tudi v svetu in v svetu moramo tudi delovati, da bomo tako. Jaz bi pa tukaj nekaj tako bolj osebnega rekel. Otočec, to je na Dolenjskem, sredi vinskih gora ob Krki, v lepem kraju. Zakaj bi imeli vse v Ljubljani, zakaj nimamo tudi na taki lepi deželi? Pametno.
Torej, dragi gledalke, dragi gledalci, zahvaljujem se obema sogovornikoma, tako gospodu Stragarju kot gospodu Riharju, za to razmišljanje o Potočcu, pa za naprej. Hvala obema. Hvala.